Ful mi je bilo zanimivo, kar si rekel, jaz to ne delam za plemenitenje osebnega premoženja, ne? Nisi točno tako rekel, ampak tako sem razumel, ampak kot support sistemu. Ne? Ja. Tako kot ima ECB, ki pravijo, da so ECB pa centralne banke, da so lender of last resort, ne? Sem jaz pač hodler of last resort. Ne? Tudi ko vsi prodajo, ko je panika, pač ne bom prodal. In to je nekako ta vloga, ki jo vidim znotraj Bitcoina. Ne bi rekel, da je tako grandiozna, še vedno, če rabim za položnice ali karkoli, je treba kaj prodati ali pa kakorkoli. Ne? Ampak nekako vidim, da sem alignan s tem in tukaj vidim svoje vrednote in tukaj držim nek space za to. Ne? Zato tudi sem prej rekel, da nobenemu ne razlagam od Bitcoina in tako naprej, ker se mi zdi, s kakšnim namenom ti stopiš v eno stvar, pol odraža tole stvar. Ne? In zdaj, če bom nekomu razlagal in bo šel not zaradi tega, ker je mene slišal, kaj so moje vrednote, ali pa zato, ker hoče nekaj zaslužiti, bo sam dilutal to stvar, ne? In nima nobene veze pol, ne? Ni noben value temu, ne? Sam vseeno pa verjameš, da bo vrednost šla gor. Ali bi ti hodil tudi, če bi verjel, Aha, dobro vprašanje. da gre vrednost dol? Zelo dobro vprašanje. Se pravi, tako, nisem nikoli o tem razmišljal, zato da pravim, da je dobro vprašanje, ampak kako jaz vidim stvar je, jaz mislim, da bo cena šla gor, zato ker upam, da ljudje na nek način stopimo skupaj v eno stvari, ki ima nek konstruktiven namen, nek konstruktiven smisel. Če se bi mi zdelo, da gre cena, da bo šla cena dol, se bi mi zdelo, da zato, ker je družba totalno poblaznela in bi pol itak to prodal in iskal neko drugo quote-unquote rešitev. Ne? Ampak ne zato, ker ne bi verjel Bitcoin, ampak ker bi videl, da dejansko nismo na tej ravni, da bi lahko stopili skupaj v eni stvari. Ne? In pol nima smisla, da si ti tisti žrtvenik, mučenik, samega sebe ne, za ceno družbe spravi na tla. Ne? Ja. Ampak dokler je še upanje, pol je tudi še pač stojim zraven. Ne? Zdaj, ko mi dva rečeva cena gor, cena dol, ne, jaz vem, poslušalci, mislim, poznam jih, ker mi pišejo. To so, igrajo se z misli, čeprav ne vejo, se igrajo z mislijo tradanje, špekuliranje. Ne. Jaz pa tukaj vedno nekaj drugega zagovarjam, ne. To si tudi ti zdaj lepo povedal. Ne. Eno je support sistemu, absolutno, in zaradi tega si tudi nagrajen, ker si tega ne donošen. Plačan si, ker je dosti bolečine tudi. Mislim, kolikokrat je šlo zdaj 80-90% drawdown. Ne? Nobenemu ni mogoče easy, ne? Če imaš signifikantne vsote, ali pa tudi, če nimaš. Ne? Sigurno. Tako da to je plačilo, ne? Za rizik, ki ga sprejmeš. Ne? Sigurno. Ker zanč me je partner, ki me je vprašala, ne razumem tega, ker jaz tako konzumiram te vsebine, a ne Bitcoin, obseden rataš, ne, pol te mine, pa čez eno leto spet, ne. In je neskončen proces tega, ne. Je rekla, ne razumem, zakaj ti služiš? Zakaj jaz služim s tem? Kaj sem naredil jaz, ne? In si mi točno to rekel, ne. Jaz sem dal support temu sistemu, ko ostali niso. Tako, ja. Potem je čas vmes minil, in so se ostali alignali z mano, bolj, a ne? Ja. In to razliko sem jaz pobral, ne? Tkaj sem jaz zaslužil, no? Ja. Zaslužil, ne? Tkaj sem bil nagrajen, ne? Ja. In to je ena taka, po mojem, en tak feature Bitcoina, se mi zdi tudi tako na Twitterju vidim, ker so te goreči maxi zagovorniki tega, ne? To je v bistvu njegov ful dober feature, čeprav se ful ljudi ne zaveda. Ja. To, da ti verjameš v to, pa to projeciraš s svojimi akcijami in to, tudi svojo besedo. Ne? In to se širi kot en požar v gozdu. Ne? To je tudi razlog, zakaj je Michael Saylor back v Bitcoin. Ne? In jaz bi to gledal nekako, če pogledamo neko globalno valuto Bitcoin, ali pa vsa te kriptocoini, whatever, so neke globalne valute in odražajo nek space. Dam primer, če ti rečem, imaš lahko za naslednjih 10 let v ameriških dolarjih ali pa v Zimbabve dolarjih. In ne boš Zimbabve, ker dobiš feeling tam folk malo spina. Ne? Ja, pa lahko je breakdown vsega čez en teden. Ja, imaš nek feeling, ko pomisliš na Ameriko, imaš feeling neke bolj stabilnosti. Ne? Zato, ker odzadi so ljudje, ki ustvarjajo to stabilnost. Ne zato, ker imajo ne vem karkoli. Ne? Lahko govorimo, da je to Brand je dober. Brand je dober, ja, ampak zakaj je brand dober? Ker so odzadi ljudje, ki veš, da držijo neki po konci, vsaj na nek način. Ne? Zimbabve nimaš feelinga, imaš feeling, lahko jutri ga ni več. Ne? In isto Bitcoin, se mi zdi, že sam, ko pomisliš, ko stopiš v stik s tem, začutiš kdo je odzadi, kdo stoji odzadi. Tudi, če ne bereš, ne vidiš, feeling je. Ne? Mislim, da lahko nekomu na ulici isto vprašaš, pa ti bo rekel, hočem dolarje, ker isto je neki feeling, da imaš malo večjo. Sigurno. Ne? Sigurno. Tako da to mislim, da odražajo tudi tej coini in tako naprej. Zato tudi
ta argument, ko folk reče, Bitcoin je program, ta program lahko mi kopiramo in naredimo svoj coin, se pravi, Bitcoin ima neskončno inflacijo. Ne, zato ker ne moreš ti tega space, ki ga drži ta folk od zadaj prenesti sem. Kodo lahko, ampak ta etos, ne? To je tudi ta Jack Dorsey od Twitterja rekel, da njega je najbolj pritegnil, kot je tudi Maxi, ne? In je rekel, najbolj ga je pritegnil ta etos pri Bitcoinu, ker čuti ta originalen etos še z času interneta, ko je folk dejansko, ker internet in Bitcoin so na nek način neke tehnologije, ki nas želijo zbližati, ne? Zbližati. In se mi zdi, da to je nekaj, kar manjka pri drugih in tudi ljudje to začutijo, tisti, ki imajo nek senzitivnost na to. Ne? Ja, jaz bi rekel tako, najboljši feature Bitcoina sploh ni tehničen, ampak je ta community. Ja. In to ima tudi edino priložnost, da gre naprej po adoption curve, zaradi community, ne zaradi tehničnih stvari. To si ti prej lepo opisal, kar sva Cardano govorila pa Ethereum. Prišlo bo tisoče drugih shitcoinov pa altcoinov, ki bojo delali kao boljše stvari kot Bitcoina. Tako da tehnično tukaj, jaz mislim, da niti ni najmočnejša plat Bitcoina, ampak je community. To pa to, kar sem tudi takrat na tistem srečanju se mi zdi govoril, ti ne moreš štartati istih pogojev, kot jih je imel Bitcoin, da je štartuj z nule. Vsak nov projekt, recimo tudi Ethereum, koliko je bil 90 ali 80% financiran pre-mine, se pravi, že avtomatsko so startali z nekim finančnim incentivom, ki ga rabijo pol tako ali drugače motivirati. Ne? Res je. Pa tudi iz vidika scarcity, prej, ki si rekel, lahko dupliciramo Bitcoin, ampak ne moreš dejanskega Bitcoina duplicirati. Pri altcoinih pa to ne drži, se mi zdi. Ti ne moreš dejanskega Ethereuma, ampak Ethereum ni bil prvi. A veš, prvi digital asset, ki je dejansko scarce. Ja. Imaš Bitcoin pred njim. In kamorkoli bo šel, pa bo nek, ne vem, Tron, pa nek Sia coin, pa ne vem, karkoli, ne. Ja. Vsi bojo imeli problem, ki ga Bitcoin nima. Ja. Ja. Ne? Da niso bili prvi. In Bitcoin pa nima tega problema. In je dejanski scarcity, po mojemu. Ja. Ampak ni samo to, da je bil prvi zaradi, da gledaš časovno lastnost, da je prvi, ampak pogoji, ki so bili, ko je bil prvi, so bili drugačni. To je, da so delali geeki, ki jim je bilo v zadovoljstvo in so delali organsko je naraščalo brez finančnih incentivov. Zdaj, če jaz in ti hočeva štartati nek nov coin, prvo moramo plačati minerje, da nam bojo to stvar minali, pa moraš ti svoje marketing skillse uporabiti, in boš hotel biti za to plačan. Se pravi, smo že štartali z nečim, kar je kompromis, nekaj, kar bo moglo na koncu nek revenue prinesti noter. Ja, nismo z ljubeznijo štartali. Točno tako, lahko rečeš tako. Ja, to nisem nikoli tako razmišljal, ampak ja, Bitcoin je ne samo to, da je bil štartan z ljubeznijo, pa to, da je Satoshi anonimen oziroma pseudonimen. To mi daje tako boljši vibe. No. Ja, meni tudi, ja. Kakor da imaš enega liderja. Pa meni je tudi Ethereum, da ne bo kdo narobe razumel, meni je to všeč, ker druge use case hoče pokrivati, saj po mojemu viewju. Ampak to, da imaš ti liderja, se mi v teh aspektih decentralizacije ne zdi dobra ideja, nikakor ne. Ja, se to zelo... Ker je nekdo lider ognja, jaz zdaj izumem ogenj in zdaj sem jaz lider ognja. In kako se bo ta ogenj uporabljal, bom jaz določil. To se mi ne zdi dobra ideja. Meni se zdi, da dejansko, ja, pa tudi ni nujno samo, da je lider tako, ker lahko se zgodi tudi ta PR stand, da reče Vitalik isto v enem trenutku, zdaj se jaz poslavljam od projekta, to bo. In pač isto PR stand, ne vem, če si videl, zdaj so imeli fork 2 dni nazaj, ko je splital se Ethereum. Pa so developeri pisali vsem exchangeom, da morajo ta software zdaj na novo inštalirati. Ja. To vse pravi, to za moje pojme, kar dela Ethereum, bi mogla ena full, dobra, solidna banka. Da imaš eno banko, ki se rešimo vseh teh kompleksnosti, pa ne dela to ena banka. Zakaj pa ne bi to Ethereum Foundation bil, recimo, če se tebi ne zdi problem centralizacija, kot si rekel, to lahko ena banka dela. Zakaj? Pol je to že to. Ethereum Foundation. Ja, samo zakaj imaš med celo kompleksnost teh serverjev, pa te infura serverje, ki laufajo na kol, da zgleda. Da zgleda. Projekt se je že štartil s tem, da me neki skema z neko kompleksnostjo, kako to laufa neki na več serverjih, pa je decentralizirano. Zdaj pa če imaš rekel, ok, to nima smisla, dajmo mi imeti svoj foundation, rekel, ok, prej ste delali to, zdaj se štartali s foundationom, registrajno Morgan Stanley. Ja, razumem. Če se spravijo k sebi. Kako pa vidiš to razliko med tradingom pa investingom? Pač eno je,
pač trading investing bi rekel, da imaš neko tezo, pa se držiš te teze, tako kot smo rekli, karkoli je ta teza, da si hodler, da si zdi, da je trend v zeleni energiji in zato si neke sončne celice tam ubral ali karkoli. Trading se mi zdi pa, da probaš neke kratkoročne fluktuacije uloviti, ki so vezane na neki manjšega, na neke druge. In kaj se ti zdi dobra ideja pri Bitcoinu izmed teh dveh pristopov? Kako misliš? A vidiš smiselnost tradinga? Če veš, kaj delaš, mogoče ja. Ja? Ja, če veš, kdo ve, kaj dela? Ja, tisti, ki vejo, kaj dela, po mojem, s tem, da pač imaš hodling stack, to je hodling stack, to ne tradeš, ne. To je, bankroll management je prva stvar pri vsaki stvari, ne. To je koncept spokra, recimo, ne, bankroll management, da veš, kako handlati stvari, da ne boš bankrotiral, ne. Sprav, da imaš plan. Da imaš plan, ki se razen, ko ga nimaš več. Ja, ki se začne preden stopiš v igro, bilo kjero igro, ne, in to je money management in tako naprej, ne. In vsak tak plan bi mogel, po mojem, vključevati nek hodling stack, ki ga ne tikaš, ne. Ne boš s tem tradu, ne boš ti, ne vem, če to tvoje stanovanje, ne boš tradu stanovanje zdaj, pač upam, da ne, no. Ja. Tako da, tle je tak ena stvar. Pol tradanje je lahko čisto na strani kot nekaj dodatnega, ne. Tisti, ki znajo loviti swinge ali pa ki imajo nek edge. Ti si se s tem nekaj ukvarjal, ne? Če se ne motim, s tradingom. Ja, to nekako, sem tem, to je, ja. No, mislim, čistko me zanima samo tvoja filozofija okoli tega, kako bi enemu, ki bi te sprašval, jaz recimo, ne? Ja. Kaj bi mi priporočil? A je to v redu delati ali ne v redu? Kdaj je v redu, kdaj ne? Ker tukaj se mi zdi ogromno teh, zakaj odpiram to področje, ogromno teh ljudi, ki bo to poslušala, ne? Imajo algoritem v glavi naštiman tako, da je prioriteta na temu tradingu, ne pa na temu, kar sem mi govorila, na nekem... Ja, samo to je neki drug problem, to ni zdaj veze s tem, to je problem, kakšne so njihove vrednote, ne? In nekdo, ki stopi s tem, da bo neki tradu, hoče nekaj hitro zaslužiti, želi hitro denar ali pa mogoče manj hitro denar, ampak želi nek denar in je čisto neka druga prioriteta. Takemu človeku ne bom rekel, hodli Bitcoin, ker to je, ta človek je trenutno v fazi, kjer išče še neko finančno stabilnost ali pa si misli, da rabi denar in moče mora iti skozi to izkušnjo, tako da pač ali dobi ali pa postane še bolj broke, ne. Tako da tukaj ne morem svetovati nobenemu, a je to dobra ideja ali ni dobra ideja, ne. Vsak mora vedeti zase, kaj so njegove vrednote, ne. Ja, mislim, problem je, vsak mora vedeti, kakšne so njegove vrednote, problem je, ko si star 20 let, ne. Ti ne veš, kakšne so tvoje vrednote, oziroma jih dobivaš od družbe mnogo bolj, kakor da izhajajo iz tebe, ne. In zato tukaj pač iščejo full guidance mladi, ne. S tradanjem ali z kako vrednote metali? Z vsem, ne. Zdaj, če greva čisto na finančno področje, ja. Kako se to dela, a je to v redu, ne. Jaz osebno vsem, ki me sprašujejo o tem, pa nisem trader, odsvetujem to. Ampak to tudi ni čisto v redu. Zato, ker, to sem že enkrat tukaj govoril, ne. Vsaka šola je neki stane, ne. A veš, tako da zdaj enega zaščititi pred samim sabo je dejansko nemogoče. Povsod je isti fenomen, se pravi, kakor sem ti omenil, da sem se ukvarjal s pokrom in tako naprej in tudi s tradanjem, ampak tukaj ne bi preveč o tem govoril mogoče, ti pol povem, je pač 95% folka zgubi denar. In v pokru, in v tradanju, da pojme, ne. Ajde, ne štejemo trajanja tiste, ki so dali v S&P in spijo, ne, ampak govorim o takih, ki bi radi, ne. 95% zgubi. Po moje 2-3% so break-even malo in pa imaš tiste, ki na hard zaslužijo, kar je logično, ker da nekdo na hard zasluži, mora full na full zgubiti. In taka hierarhija. In tega človek se mora zavedati in mora biti tu malo iskren s sabo. Imam jaz edge, da bom boljši od 95%, ne? Vsaj to je začetek, ne? Ker če ne štartaš s tem, štartaš z nekimi idejami, naslednji teden bom kupil avto, pa na dopust bom šel, ne? In se ne bo končalo dobro, ne? Ja. Pa jaz bom prodal, ko bo visoko, pa kupil bom, ko bo nizko. Pa se spustil to, pa obratno dela. Ja. V bistvu kupuje, ki je visoko, ki je emotionally v tem hypu, v fomotu in prodaja, ki je v paniki. Tako je. In zato ne tradanje je ostalo isto. Mislim, osnovni principi že 150 let. Lahko gledaš čarte od žita, ne vem, 150 let nazaj isti fenomeni, ne? Zato, ker človeška psihologija je vedno ista, ne? In zato sem pravil, da sem skeptičen do Bitcoina, da bo uspel, zato, ker naša človeška psihologija je v bistvu še vedno fundamentalno ista, ne? In
pač ja, večina ljudi bo šla v to z neke željo po zaslužku in na koncu bo broke, ne. Vsi bo rekli, da so even, jaz sem even, ne. Noben ne bo rekel, da je izgubil, ampak dejstva so taka, no. Tako da. In še to je, ne. Zdaj, ko je tak bull market, ne, zdaj vse gre gor. Denar, za moje pojme, je postal totalen absurd. Ja. Totalen absurd. In dosti ljudi si misli, da ve, kaj dela, ne. Ker je v bistvu ta quote, ne, never confuse brilliance with a bull market. Pol kupuje in ti mi svetuje, vse raste, ne.